Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica bo zagotovo všeč vsem ljubiteljem televizijske uspešnice Tri mucke, v kateri nastopajo očka, mami, Čoko, Roli in Lučka. Prikupna mačja družina se velikokrat znajde v težavah. Le kaj se jim je tokrat pripetilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tri mucke, piknik. Bil je prekrasen dan, zato sta se mami in očka odločila peljati Čoka, Lučko in Rolija na piknik. Mucke so spakirale vse, kar so želele vzeti s seboj. Neskončno so se veselile, kaj vse bodo počele na pikniku v naravi. Lučka bo zgradila veliko peščenih gradov, Čoko bo izvedel maratonsko branje v naravi, Roli pa bo tekal naokrog. Mami je prinesla polno košaro, kar je Čoko takoj opazil. Poglejte to, koliko okusnih prigrizkov! Piknik ni piknik brez košare okusnih dobrot, je pritrdila mami. Očka je še rekel, naj preverijo, da niso česa pozabili, in veselo naznanil. Roli in ti Lučka in Čoko, čas je za piknik! Mucke so zamjavkale. Super! Mijav, 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 mijav! S košaro okusnih dobrot na strehi avtomobila so se zapeljali po gozdni poti. Toda nihče ni opazil, da se je košara zataknila za drevesno vejo. Lučka, Roli in Čoko so med vožnjo prepevali. Na piknik gremo in komaj čakamo. To res nas veseli, ker skupaj smo vsi. Ko so prišli na jaso za piknik, je očka razočarano ugotovil, da ni košare z dobrotami. Nihče ni vedel, kam je izginila, tudi mami ne. Res ne vem, je rekla. Morda je ostala doma, ali pa smo jo izgubili. Čoku je šlo na jok. Medtem je Roli dobil izvrstno idejo. Hej, kaj pa, če gremo z raketnim letalom domov, vzamemo košaro in priletimo takoj nazaj? Mami mu je razložila, da je to dobra ideja, a letale tam ne morejo pristati, ker je veliko dreves. Potem se je Lučka spomnila. Kaj pa, če naročimo pico, mami? Mami je odvrnila, da dostavljalec pic ne more pripeljati pice na naslov nekje sredi gozda blizu nekega ribnika. In je pristavila. Prepričana sem, da se bo vaš pametni očka nečesa spomnil. Ter mu porinila ribiško palico v roke. Očka se je predramil. Hej, ribiška palica! Lahko vam nalovim kaj okusnega? Lahko bomo imeli piknik? Je vzkliknila, ne, to pa ni v redu, napaka. Lahko bomo imeli piknik, je vzkliknila Lučka. Juhu! Medtem ko sta mami in Lučka iskali veje, da bi zanetili ogenj, so očka, Čoko in Roli šli lovit ribe. Očka je rekel. Pri ribolovu moraš biti potrpežljiv. Očka, Čoko in Roli so bili potrpežljivi, a v gozdnem ribniku ni bilo nobenih rib. Ko se je že zdelo, da je vendarle nekaj prijelo, je mami že hitela netiti ogenj, a je slišala Rolija reči. Ujeli smo samo nagajivo žabico. In še ta je skočila nazaj v ribnik, je dodal Čoko. Mami je predlagala, naj poiščejo hrano v gozdu. Lučki se je ta ideja zdela odlična. Očka, ti zaneti ogenj, mi pa gremo gobarit. Roli je vzkliknil. Super, si za mano! Čoko se je strinjal. No, nekaj je treba pojesti. Roli in Lučka sta prinašala gobe, ki sta jih nabirala v gozdu, Čoko pa je s pomočjo svojega vodnika v gobah ugotavljal, katere so užitne in katere so strupene.
Mami je ves čas budno spremljala dogajanje. Ko so nabrale dovolj gob, so mucke stekle k očku, ki je bil zadolžen za ogenj. Skuhajmo jih, očka, je rekel Čoko. Žal so vžigalice v košari z dobrotami, je nemočno povedal očka. So mucke razočarane vzdihnile. Mami je odločno dejala, da surovih gob že ne bodo jedli. Čoku se je utrnila zanimiva zamisel. Lahko drgnemo palice drugo ob drugo, tako so v starih časih zanetili ogenj. To je znanost. Odlična ideja, Čoko, je rekla mami. Očka je globoko zajel sapo in pihal. Ob tem pa je začel kašljati. Lučka je predlagala, naj pomagajo očku. In tako so Lučka, Ruli, očka in Čoko začeli pihati. Tudi kihnili so večkrat, kar jih je spravljalo v dobro voljo. Naposled pa je Ruli vzkliknil: Zanetili smo ogenj! Družina muck bo lahko na ognju pripravila gobe. Vsi so bili zadovoljni in očka je uradno odprl piknik z besedami: Naš piknik spet poteka po planu. Očka je igral na kitaro, mucke pa so združno zapele: Na pikniku je lepo, čeprav ni vse po planu šlo. Veseli smo, da smo tu, zdaj vriskamo, juhuhu! Medtem pa je mami poskrbela za pojedino. Gobe so skoraj pripravljene. In potem je na prt položila sklede polne gozdnega sadja in za sladico borovnice, brusnice in maline. Izkazalo se je, da je mami na skrivaj nabrala kup gozdnega jagodičevja. Takšnega razpleta nihče ni pričakoval. Lučka, Roli in Čoko so vzkliknili: Super! Mijav, 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 mijav! Navkljub vsemu je bil piknik odličen. In cela družina je bila presrečna. Ja, tale mačja družina se pa vseh težav loti na prav poseben, spreten način in težave v bistvu postanejo novi izzivi. Toliko pozitivne energije, spodbudnega razmišljanja ter iskanja rešitev namesto težav. Bravo, mucki! Otroci, prisluhnite še kakšnim drugim pravljicam o muckih, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Uživajte ter vstopite v vsak nov dan s prijetnimi občutki. Lepo se imejte. Čau, čau! Thank you.